Spoštovane dame in gospodje, nahajam se v Avstriji, v Zmureku. In sicer je to kraj, ki leži neposredno ob meji Slovenije in ima zelo zanimivo skulpturo Friedricha Schillerja v čast velikanu, brez da bi ta s tem krajem bil nekako neposredno povezan. Morda je kdaj potoval skozi, ampak koliko sem raziskoval, tega nisem našel doslej. In kaj je bistvo današnjega videa je tole, da sam obeležujem 20. obletnico prvega diplomskega izpita izmed treh, naslednja dva sta bila 12. in potem 19.9. In šlo je za resno tematiko Goethe Faust, ki se, to sedaj lahko povemo, ko smo v teh 20 let raziskovali temu naprej, neposredno navezuje tudi na naše okolje in to v zelo veliki meri in predvsem v pomembni smeri. Tako da lahko danes povem, da kljub temu, da so nekatere razmere v naši družbi nekako napete, neprimerne in zelo stresne za nas, to ne pomeni, da pa prihodnost ne bo sijoča in v moči tega dela. Kajti, kot vemo, je sam Nikola Tesla, velikan vseh velikanov, dejal: Goethejev Faust je bil tisti ključ, ki je omogočil, da moj vstopa v te dimenzije transa, kjer so dognanja nekako kar sama lansirana v našo zavest in potem izvedena. Na to temo imamo mnogo spoznanj, konkretnih, relevantnih in realnih, in naj ta 20. obletnica pomeni pričetek objavljanja in distribuiranja letih. Srečno vsem, srečno Slovenija, srečno svet. In za konec povem, ko je Goethe dejal: ljubezen je tisto, kar svet spaja skupaj. V imenu naše dežele, naše države je ljubezen tisto, kar je jedro. In ko bomo znali to pravilno dojeti, kako velik pomen ima ta kos planeta za celoten svet, bomo dojeli, da lahko rečemo, da je Slovenija tisto, kar svet spaja skupaj. Kako pa to izgleda, pa vam bom pokazal v zelo doglednem času.